Dobro jutro, snidenje ali nasvidenje. Elda Viler pravi snidenje, da se snidemo. Ja, in če se moramo kje sniditi oziroma srečati, je to zagotovo tudi pogreb, ne? Kamor pride zdaj vsa žlahta, znanci, prijatelji in podporniki tega, ki je pač pokojni, a ne? No in sicer je seveda sam pokop in pogreb vedno za seboj prinaša neko žalost ali pa neka spoznanja, kjer je mogoče fino, če se človeku, ki se poslavlja, a ne, da se mu da kakšno besedo v slovo, a ne, da pa zdaj resnica ni vedno, bom rekel, prijetna in prijazna, vendarle pa je človeku, ki gre v večna lovišča, prav, da se mu pove, kaj je bil pa kaj ni bil. Čeprav ni bil tale, ki je za mano gori, a ne, tale ni bil glih najbolj prijazen človek, mislim, niti ni sploh človek, ne, to je v bistvu energija, ki se je začela prepletati v ljudi. Zdaj eni rečejo temu satan, eni devil, eni zlo, jaz pa sem rekel pezde, zaradi tega, ker pezde je, pezdetovsko se obnaša človek, ki ima pezdeta v sebi. Zdaj, jaz sem si vzel letos to čast, da prvič, mogoče zadnjič, mogoče, kaj pa vem, upam, da ne bo več treba tega delati, ampak jaz sem si letos vzel to čast, če se temu tako reče, in stopil bosonogi v tale mrzu potok, imenovan Cerkniščica, a ne, kjer se tradicionalno že iz poganskih časov kuri tega pusta, ne, temu se je reklo pust. Jaz sem modernejši čas, evo, to sem jaz zadaj, sem ga pritegnil, zdaj, bom vam pripravil eno krasno reportažo. Skratka, gre za poganski praznik, običaj, ki pomeni točno to, zažgi tisto, kar ni za dotikati, pust primerne cukej hudiča za rep, ne, ker hudič je hudič, veste, to je hudič, ne, in ja, smo v koronskem času, v času odpiranja krone, v času preporoda, vendar preden se kaj rodi, mora nekaj umreti in to smo mi sicer že večkrat govorili, a ne, in ja, pezde je mrtev, ashes to ashes, dust to dust, prah si bil in v prah se povrneš, ne, in tokrat sem ga, bom rekel, z veliko častjo zakuril in mu prinesel polena vsa, ki mi jih je pezde zmetal v življenju pod noge, jih pod njega pod kuru dal od spodaj, vendar polena ne nehajo padati, še ko si v vodi, je 1001 ovira, da mi le ne bi uspelo, ne. Trudili so se, zdaj, če boste mičkeno bolj pozorni, boste videli, koliko truda so vložili, da bi me spotaknili, pohodili, dregnili, vrderbali in tako. Ampak ja, okej, vse v redu, smo živi, zdravi, oni so v čevljih, gojzarjih in škornjih, jaz pa sem to simbolično naredil bosih nog, z namenom, da bi komu majke mila dokazal, dajte no enkrat že noge na vodo, dajte se že enkrat stakniti z zemljo. Jaz sem ugotovil, da po letu in pol tega ponavljanja, v bistvu poslušate, gledate, se strinjate, ampak praktični del vam pa ne gre, ne. Vodo je treba veliko spiti, paziti je treba, kaj vnašamo. V ozadju imate glasbo Pasterčka, ki je delo Sašota Avsenika, torej vnuka od legendarnega glasbenika Slavkota Avsenika, ki je naredil pesem, ki je v svetu največkrat predvajana. Ne imenuje se Golica, ampak Na Golici. Kaj je hotel on s tem povedati? Ja, da resnica je gola. Na Golici se da živeti, a ne? Na oblečeni laži se pa ne da. Tako da, mislim,
Cerkniški pust je letos prinesel toliko enih slučajev na kup, da si človek ne more misliti. Skratka, temu pezdetu je špilov vnuk legendarnega glasbenika in mu je zapel pesem, da bodi pastirček. Na planjavi in bodi to, kar si, pastirček, ne rabiš pred kravo se finga delati, ne? Pa zakaj bi se pa pred ljudmi delal drugačnega, kot si, če si čist, a ne? In zdaj te nečistoče, ki jih je pezde spustil in pustil v ljudeh, so pri nekaterih tako močno zažrte, da se mi ljudje smilijo. Jaz ne obsojam nikogar, osebno obsojam tega, ki sem ga zakuril, pezde, to je, bom rekel, del igre, ki so jo ljudje prevzeli, ker je lažje. Ne rabiš biti pretirano brihten, da koga nategneš, ne? Moraš biti pa precej kreposten, da v življenju živiš resnico in si, kar si na vsakem koraku, naj si bo pred kamero, naj si bo na cesti, v trgovini ali na kavi, nima veze, bodi to, kar si. Zdaj, 3D, 5D, to je neke vrste prehod v višje inteligenčno področje. Ni to težko, ampak kot opažam, bo treba mnoge ljudi naučiti osnovnih življenjskih maner sodelovanja v družbi. Ena izmed teh, bom rekel, prvih korakov k izobraževanju je to, da cenimo drugega, da cenimo delo, ki ga nekdo opravlja, pa za koga, a ne? In glede na to, da se že toliko časa aktivno ukvarjam z tem, da bi vam razložil to, kar sam razumem, v tem času sem tudi sam poglobil svoje razumevanja. Vsekakor sem bil kje tudi v kakšni zmoti, ampak generalni že ne. Evo, to slišimo od zadaj citre oziroma lero. Lera je inštrument podoben harfi, ne? Zelo star inštrument, ki predstavlja povezovanje med zvezdami. Pa sej je, Laibach so zvezda, Siddharta tudi so zvezde. Pa vse, kar vam vrtim, so zvezde, tako kot Avseniki, tako kot Elda Willer, tako kot lahko naštevam še in še, pa sej se vam bo zavrtelo v zadju. Skratka, jaz sem vložil mnogo časa, energije in fokusa v to, da bi nam kot družbi bilo čim lažje pri prehodu čiščenja pezdeta iz sebe, vse stakniti nazaj v to, kar smo, torej del narave. In prva stvar, ki nas dela nenaravne, so čevlji. Čevlji nas diskonektajo od zemlje, od matere zemlje in od Triglava, a ne, Triglav, to je zelo močna pesem, ki sem jo želel zavrteti tle spodaj, no pa kljub tisočerim uveram mi niso niti muske spustili kamoli, mikrofon so mi od ust jemali in tako naprej, ni problema, vse to sem jaz njemu hotel tam od spodaj povedati, pa pustimo stati, jaz sem nekje mislil, da bo Oj Triglav, moj dom, kdo z mano zapel, ne, pa tišina, vsi v piko gledati. Namreč tale pogreb se je zgodil na Valentinovo, na dan ljubezni in nekje vsak komad, vsaka pesem v zadju je, to zdaj vam vrtim playlisto, ki sem jo pripravil za ta dogodek v vodi, na katerega sem se kar nekaj časa pripravljal in tako in drugače, vsak detajl je namišljen in premišljen in z namenom in sem ga in posolil, ne ima sol na rane, ne pa da pajsa, ki je pod obližem ta gnojno rano, a ne. Še sem stvari, vse vam bom razložil, ker je zelo simbolična stvar in bom tudi pokomentiral, če že ne smem to delati v živo iz balkona, ki se nahaja od tega potoka, kjer gledate posnetek. Sem takole čez je balkon, kjer sem komentiral karneval 25 let. Zdaj so mi vzeli mikrofon še od tam. Torej sem se preselil pod most, ne nad most. Ampak ja, bom kljub vsemu pokomentiral to, kaj vem, to, kaj čutim in predvsem bi rad, da naša notranjska in celotna krajinska dežela postane to, kar je od nekdaj bila. In čas je, da Dravski Banovini vrnemo to, kar je od nekdaj bila. Dežela miru, reda in ljubezni. Notranjska je dežela čudes, mnogoterih čudes, mnogoterih skrivnosti
predvsem pa je Cerknica mesto pravljic. Imamo v bližini Menišijo, ki je mesto zvezdic. Imamo en kup stvari, ki so zgodovinsko zelo pomenljive, marsikaj pomenijo, ko si razlagam to besedo. In si želim pripraviti en tak lep video, kjer boste, evo, te sem pokadil z žajbljem za mir v svetu, za čiščenje slabih energij. To je resnično žajbelj in je dober. Jaz ne vem, si kaj pokadite z žajbljem v stanovanju, pa date kakšno eterično olje belega žajblja na sebe. Jaz te stvari imam in jih uporabljam. Nečesa nisem dokončal. Skratka, rad bi deželi Notranjski in Cerknici vrnil ime, tako kot so si ga sposodili, vendar ni več to dežela pravljic, ampak je mesto norosti, blesavosti, ampak to je kriv pezde. Jaz sem v bistvu s tem dogodkom razrešil krivde vseh ljudi, vseh Cerkničanov in vseh ljudi, ki jim je do tega, da se razrešijo, ker vedno nekdo išče, kdo je kriv. Ne? Nisem to mogel, ker je to, pa nisem ker je on, pa to se ne da, ker je pa ker je Vedno se išče krivca. Moja osnovna ideja je, da najdemo krivca v pezdetu, kar tudi je. In on je maskara, on je maska in mi se pogovarjamo o maskah cel pustni čas. V Cerknici se o tem pogovarjamo pravzaprav že tisočletja, očitno so poganski praznik, se so pa jih poganjali naše prednike. Kaj sem zdaj hotel reči? No, nekaj. Da smo korenine moramo gledati in Valentinovo. Sveti Valentin ima ključ do korenin. Katerih korenin? Do korenin naših prednikov. Pa pejmo spet nazaj na Slavkota Avsenika. Pa pejmo mi nazaj na pogane. Kdo smo mi? Pejmo na Slovane. Kdo je tebe prav Slovan naučil? Veste, ta svet zmešan, poln pezdetove energije, je vedno rekel novo, novejše, hitrejše, ovo. Ne. Pezde je kriv za kompletno zlo, ki se dogaja na svetu. Zdaj, jaz svoje packe od pezdeta sem čistil in očistil in lahko rečem, da mi je pri tem najbolj pomagala voda, narava in drevesa. Ja, drevo ima tudi korenine, drevo življenja, a ne? Drevo življenja se nahaja na kameni streli, ne? Mi pa smo Slovenci kremeniti, ker je kamena strela zraste na Kremnu, ne? Če sem jaz kaj prav podučen. In korenine naše moramo mi upoštevati. Malo razdelite svoj priimek, vaše ime, vaš priimek in pa hišno staro ime nosi marsikaj. Zdaj, jaz sem Matej Turšič Kusi, pa sem to skrajšal na MTK, da pač ni vedno tok črk. In ta K je predstavlja Kusi. Jaz sem Kusi, Kuskovi smo pri nas, ker imam kuške, smo Kuškovi in Kusi. Zdaj imam tle za sabo, imam Q in si, Q, I am, Q, I am. A ne, sem, kdor sem, Q, sem. Ja, kusek. In v mojem priimku sem jaz najdel mnogo stvari, tudi v imenu, tudi lokacija, kjer živim, mnogo pove. Tudi na pokopališčih boste našli o svojih prednikih marsikaj, pa tudi Google vam zna vršiti kakšno informacijo o tem, kdo ste. Malo tako je, treba se poigravati, da lahko pridete do čistoče. Na čistočo pride vedno nagrada. Ne? Jaz rečem zdaj po novem, kar Ata, ker dol imamo mamo zemljo, s katero moramo imeti kontakt, in pa Ata, Bog, oče. Ne? To nima veze z nobeno religijo. Gre za nekaj nedojemljivega, nekaj nepojemljivega, ampak tako blaženega, da želiš v samoti si spočije srce na Valentinovo. Ne, na Triglav je treba iti.
kje sem pa ostal? Evo, ko sonce bo posijalo, bom spet muzikant in bom oblekel beli gvant in jaz sem bil pod to obleko oblečen v beli gvant in sem se bil pripravljen sleči, ampak žal ta komad pa ni bil več v igri in je bilo treba tole vse skupaj zaključiti, takoj 18 minut in vsi van. Ne, pa se ne mudi se pogreb. Mislim, kakšna scena, ne? Jaz sem želel v bistvu to zelo, zelo simbolično narediti, posejal sem namreč tudi sončnična semena, sem zmetel med ljudi namesto žegna. Saj sončnica je vendarle sonce, ne? Predstavnik sonca in v srbo-hrvaščini se sončnica imenuje sunco kret, torej se kreča po suncu in kadar pada dež, ne? Te sončnice grejo tako, če pa pada dež, se pa dajo sončnice skupaj. Na en tak način bi tudi ljudje mogli delati drug z drugim, da kadar pridejo težki momenti, da smo vsaj drugemu na voljo, na razpolago, da probamo razumeti in dati oporo tistemu, ki je po težkoči. Mislim pa sej, vedno so bila dobra vremena in slaba vremena in težki časi niso neskončno dolgi in tudi ta, bom rekel, Dark Ages, doba teme, ki je bila končno, imela je končnost. Bila je, že v štartu je bila igra satanizma obsojena na propad nekega dne. Kdaj točno pa se ni dal vedeti, ali pač, kaj ti nemogoče je speljati to igro do neskončnosti, ja, veste, večni uspeh ne gre, kje je padec, ne, in čas je bil štet in čas se je odštel in prišli smo do konca časa teme, to si že mi čas pogovarjamo, da beli imajo vse pod kontrolo, da beli držijo vse niti v rokah in vse, kar gledamo pred sabo, je to, da se ti, ki imajo največ satanskega, pesijanskega oziroma pezdetovega v sebi, pokažejo, da taki so. Mene je za mnoge kar malo sram, ampak okej, naj vsak pokaže to, kar je, in opozoril sem na to, da se ne bo dalo v letu 24 skriti ničesar. Vsebina, ki jo imamo v sebi, ali je pozitivna ali je negativna, se jo ne bo več dal prikriti z nobeno masko. Ne? Torej, poganski praznik pezdeta, pusta je čist na mestu. A ne? Sam to je bilo vedno nekako pridrugačena ta zgodba. Zdaj na Notranjskem okrog tega je mnogo besed, mnogo dejstev. Jaz imam ogromno tudi materijala arhiviranega tekom let. Mnogo materijala je, bom rekel, po celi Cerknici o tem, kaj je pust, kaj je pravljica, kdo je bil Valvazor, zakaj je sem hodil, kaj je skrivnost Cerkniškega jezera. Naj dodam, da Cerkniško jezero je edino jezero v Sloveniji, kjer se odseva lepota Triglava. A ne? Torej, v našem jezeru vidiš Triglav, na Blejskem pa na Bohinjskem, kakor vem, ne. Zdaj nisem šel na lastne oči preveriti, ker ne morem vse. Ampak to je spet pomenljivo s pesmijo Oj Triglav, moj dom, in Cerkniško jezero je edino jezero, ki nima iztoka zgoraj. Vsi odtoki iz jezera grejo v globočine, a ne? In tja je odplaval pepel od pezdeta, a ne? In zdaj prosimo jezerko, da naj odpre luknje nazaj, da voda odteče, da se to pezde po vodi ne vrne več nazaj slučajno. Kaj ti po vodi, ne? Je povodni ali je podvodni mož? Mož je povodni, ker hodi po vodi, v Mokronogu je tudi bilo polje, tako kot pri nas, mokro in so mokronožci tam, ne? Prebivalec Mokronoga je mokronožec, kaj ne? No in enako mokronožec je tudi naš jezerko, a ne? Veste, kavico pa rabim, ne? Tale pesmica v ozadju sporoči, da dan ljubezni, Valentinovo, ko je gorel pezde, je v bistvu dan, ki da ti vse in vse ti vzame.
ne? In to je ljubezni dan. Ne? In ko damo maske črne dol, potem se lahko nekje začnemo razmišljati o tem, da užgemo srce. Ne? Bom jaz dal to še enkrat, da imamo v ozadju nekaj. Ne? Ja, dan ljubezni. Dobro, koliko imamo mi? 23 minut. Dobro jutro, bom rekel vsem. Zdaj pa grem pogledat, če ste mi kaj napisali, kaj več kot dobro jutro. Sam dobro jutro te ne bom bral, ker je kaj preveč. Pa vsako nedeljo to isto počnem. Lep pozdrav vsem veselim, poštenim in dobrim ljudem, praviš Marta. Pa pol sem bil jaz neki. Dobro jutro ob dišeči kavici. Dobro jutro zlata družba, praviš Uška in Janez. Dobro jutro Matej in vsi plemenski. Čudovito srčno polno zrnato jutro želim, praviš Metka. Ja, zelo pomenljiva so sončnična semena in jaz sem jih posejal in zmetel na ljudi. Niso vedeli, kaj na njih padel, a upam, da se jim je kje kakšen semenček zataknil in ko so hodili domov, so med tem posejali sončnice. Evo, pa bomo imeli sončno cerknico. Bo kdo rekel, da nimamo sonca? Imamo. Pa še ptičice imajo to rade. Jaz tam ta sončnična semena mnogo jih na futru mojim ptičicam, tlele imam ptiče hišce 2 na drugi strani okna in mi tlele priletijo, pa karkoli delam, pa so tako prijazne priletijo, ne? Ampak ptičice je treba skrbeti, ne? Zdaj mnogi ljudje ne marajo živali, ne psov, ne ptičkov, ne prascev živih, nič, vse to je sem zaklad, brcati in tako. To je ta temni del v ljudeh, za katerega je seveda odgovoren popolnoma pezde in zdaj, ker sem ga jaz zakuril, ni treba, da ga kdorkoli še uporablja in nuca. Imam pa novo kapto, ste opazili? A mi paše, zdaj ne vem. Meni se zdi, da je pa to najcenejša kapa, kar jih dobiš. 2,5 evra. Ne? 2 kavi, to je to. Pa ko smo glih pri kavi. Tale video bom jaz po oddaji zaklenil in ne bo več javno dostopen. Dostopen bo seveda, če mi kaj popišete, pa pokažete kakšen interes, da razumete, da v to svoje delovanje vložim kar nekaj dela, časa in fokusa in nekako najdemo na sredino in v bistvu ne bodo več nedeljske oddaje gledljive kadarkoli. Mašajo ob 8, zdaj če si ob 8 tam prav, če pa ne. Mislim, če češ prid, niti noben silu. Ampak ne bomo pa zdaj čakali, kdaj se bo kdo ustančkal, pa kdaj kdo more, kdaj kdo ne more. Če češ prid, če ne, pa ne. Ne bom jaz nobenega nikamor silu, ampak toliko energije, ki vložim, pa sem od mnogih dobil kar ne moreš biti tako uhren zdaj. Prosim, jaz sem uhren, lepo prosim. Če sem pa jaz uhren, pa ne razumemo osnovnih pojmov, kaj pomeni biti škrt. Ker jaz sem velik dal. Tako da to je tista osnovna, ena prvih osnovnih maner z moje strani, ki je prvi ukrep. Zdaj, do nadaljnega, zdaj mogoče se bom jaz tudi kaj premislil tekom tednov in mesecev in let. Ne vem, mogoče pa ne. Mogoče pa dobim kakšnega sponzorja, pa je meni vse to v redu. Ampak enostavno, jaz od tega živim in mi se včasih tako fržmaga, joj, fino, krasno, ovo. Pa sem rekel, sam za kavo hočem. Sam za kavo, vam ne računam, ne vem, zneskov velikih, ne. Kdor pokaže interes, da mi da za kofe, pa ni problema. In tega in še več. Skratka, dobro jutro praviš tudi Klemen Sovinc, pa Lenka Viler, dobro jutro vsi dobri in hrabri. Ja, pogumno je treba stopiti skozi vrata. Veste, vrata raja so že odprta za vsakega. Jaz živim v tem raju. Raj je mentalen. Raj je stanje zavesti, stanje pozornosti in opazovanja. Naj si bo narave, ljudi, situacij, pozornost na milijardo, odprta ušesa, odprte oči, odprta glava, povezovanje stvari med sabo. Na tak način je postane življenje mnogo lepše. No, tudi ta komad sem si zaželel zavrteti. Moja dežela, ponosno ime smo mi, ljudje, ne pa pezdetje, a ne? Mislim, pezdeje je v bistvu tisti, ki je začaral ljudi, da se obnašajo popizdeno, da popizdiš, če si
v njihovi bližini in če dopuščaš njihovo igro. No in ta naslednji je pa: mati, odpri duri na stežaj, to so vrata raja, prihajamo nazaj za vselej. In konc je časa teme, kakorkoli vi to gledate, obračate se, strinjate, ne strinjate, garantiram vam, da smo v dobi lepega in opazujem malo stvari okrog sebe, da se nekateri ljudje pa že upajo pogledati v oči, pa rečejo dober dan. Pa vidim, nekateri so sposobni pobrati smet, ki jo je vrgel nekdo, ki ima v sebi preveč pezdetovskega, ne? Jaz sem naravoljub, pa imam tokenih besed slišam, kako je pasi drek od moje line, pa od Lucy problem, a ne. Pa mislim zraven, pa piksne, pa flaše po travi ležijo, pa si mislim, mene po DNK-ju bi najdel mene prek psice, a ne. Tega, ki je pa flašo vrgel, pa ni problema. Tam bo traktor povozil, bo zdrobil, pa bodo krave to ščikale, to steklo, ali pa da bo rotacijska kosilnica piksno sestavlja v 1000 žiletk, to je tudi v redu, pa si drek je pa strašna problematika, ne. Mislim, to je ta bedarija, ki nam jo hoče pa zdaj uturiti kot normalo. Dragi moji, vse, kar smo slišali v zadnjih 30 ali 300 letih, ni normalno, ne. In če zdrav človek živi v bolani družbi, tudi sam zboli, če ni dovolj stabilen in v svoji moči, v svojem stebru, v svojih prepričanjih, in da se zaveda, da nikomur s svojim delovanjem ne škodi. Zdaj ne laži, ne kradi, vse to smo zaznali, da je za dobro jutro, a ne. Dodali smo, oziroma sem dodal 11. božjo zapoved, ki pravi: ne se delati neumnega. Precej nora je situacija, da v bistvu bom dodal, v Cerknici imamo neko grupo, skupino, cerkniška občina, kjer pač so te neke lokalne problematike oziroma informacije oziroma obvestila. No in tam se je moja potepinka Lina znajdla kar nekajkrat, ampak jo takoj najdejo, ne, vsi jo vidijo, takoj imajo vsi zapovedati, kako sem jaz bom rekel, za nič gospodar, da jo ne prevežem, da bi jo mogel imeti na špagi, da je ona skozi sama, reva, prestrašena, lačna in tako naprej. Pa seveda to ni res, ne. No, pa sem naredil preizkus, stopil sem v vodo, kjer pridejo v Cerknico ljudje to pogledati vedno, v dosti konkretnem številu, na sončen dan je bilo res precej. Vedno pravijo ti ljudje, pa kaj češ pogreb, pa sami pijanci, pa vedno eno in isto. Pa sem jaz šele letos pogruntil, da tamle v vodi smo bili čisto vsi trezni, ne? Ni bil noben pijan, kakor mogoče zgleda. Pa kaj boš hodil tu gledati se brez veze, ali ipak oni so tam, ne? Ferbec je zajebana reč, ne? No, in sem v to isto grupo, našo cerkniško občino, napisal, da če me je včeraj kdo slučajno videl v potoku, a ne, takole, ko sem rovaril sem in tja, pa bi prosil za kakšno slikico, a ne, ker jo rabim za gradivo, za to, kaj imam v mislih za naprej, a ne. No in seveda, ne, tega obvestila mojega pa ni noben videl in celo mene ni noben videl v vodi, ne. V bistvu so kar, niso ne videli, ne slišali nič, a ne. Jaz sem jih pa iz vode gledal v oči. In vem, koliko telefonov sem videl. In vem, koga sem videl, a ne. In zdaj ljudje pa naenkrat pa nič ne vejo, nič ne slišijo, nič ne znajo. Jaz sem tudi celo iz vode snemal, imam za vratom ves čas kamero, ki pa seveda ni najboljših posnetkov. Dobro, par dobrih kadrov je, tako da taka lepa, simpatična stvar, to je bila za moje pojme ne navadno kurjenje, ampak zame je bila to ena velika prelomnica, velik dogodek. In zelo, zelo pomembna stvar za mene. Jaz sem v štartu tudi nekaj igralca in meni je bilo tole pravzaprav v čast, čeprav mnogi razumejo to kot sramoto. Iti v potok je sramota, zažgati maske, zažgati hudičevo masko je čast, ne pa sramota. Halo? Ampak vidimo pa stražarje črne, ki so tudi v vodi, in to v vodi je neke vrste ples med hudičem in bom rekel med temo in svetlobo, da ne bom preveč eksakten. In jaz sem šel tudi načrtno, to, kar sem že prej rekel, bos, ne? Ok, no pa sem še vedno živ in zdrav, ohripan sem pa zaradi tega, ker sem kričal, ker ni bilo muzike, ker sem hotel kar sam odpeti, il silencio, tišino.
praviš tudi Liljana, pa Lenka, vsi dobri in hrabri, pa pleme, poimenuješ nas Andreja, pa dobro jutro sem skupaj, Evon, Ivek, pa Marta Sajevic, živijo. Evo, pa Mateja, Slava, Stani, Njah in kaj pa si je Mateja, Bergantova Majda, pa Teja. Lepi so takšni pogrebi, ko je človek potem vesel. Lep, sončen dan vsem. Ja, ta pogreb je najpomembnejši pogreb vseh pogrebov, kar se mene tiče, ki je pokopal, prav ta pezdej je pokopal mnogo tero število naših ljudi, duš, naredil mnogo zla, bolečin in trpljenja v naših življenjih, kajti ni ga zemljana, ki ne bi bil psihično ranjen, je pa mnogo, ali pa bom rekel, zelo malo ljudi, ki pa so te rane oziroma travme iz preteklosti pozdravili in se lahko ponašajo s tem, da so, bom rekel, čisti, pošteni in beli ljudje, ne? Bojan Palčar, dobro jutro vsem zbujencem in zaljubljencem in zablojencem. Ne, to sem jaz dodal, za zbujencem. Tako, prebujenje, ne, prebujanje je v bistvu način življenja pravzaprav. Vsak ima izbo, ali se pokoplje, ali pa zaživi sebe in svojo bit. Aha, Janez, vsak ima izbiro, ali se pokoplje, ali pa zaživi sebe in svojo bit. Res je, Janez. Mi smo na točki, kjer smo rekli, vsak ima izbiro. Sekundo, bom se vrnil nazaj. V ozadju imamo pesem Čebelar, spet legenda, to je pa Slak, ne? Lojze, ne? Slak je napisal Čebelarja. Ne pozabi vas nikdar, ta stari čebelar. Ata, mi smo pa čebelice, zub, nabiramo nektar, ne? In letos je Cerkniški karneval oziroma Pust je dobil novo figuro v sodelovanju z Čebelarsko zvezo Slovenije. Je izdelana nova skupina mask in to so čebelice, krajinske čebelice, ne? In to je spet ena izmed povezav in torej točno letos imamo novo masko in zato sem tudi ta komad hotel zavrteti, ampak ne? Tole pa med, daleč je težka, dolga je pot domov. Čebelica je pridna, čebelica je v bistvu krajinska čebela, je najbolj pridna čebela, ne? Ampak čebela tudi piči, vendar ne piči, če treba ni, ker s svojim pikom da tudi svoje življenje. Okay? To je neke vrste kamikaza, če ćemo z drugimi besedami to reči, ne? Ona ne želi pičeti, res ne, ampak če pa mora, za svoje ljudi pa tudi to naredi. In to so mnogi naši predniki naredili za to, da smo sploh stali in obstali, ne? In tle malo imamo trubarjevega jezika, pa imamo mi Cankarja in kaj te stvari malo skrb zvežeš, vidiš, da je res vse eno, da smo del istega koreninskega sistema in vsak ima svoj doprinos. No, možnost izbere ima vsak, ali deluje za pezdeta, ali deluje za Boga, ali deluje za temo, ali deluje za svetlobo. Vsak ima to izbiro. In garantiram, da kdor ne bo spustil pezdeta iz sebe, gre vsak dan globlje v to sramoto, v svoj pogreb, v svoj samouničitveni proces. Jaz sem rekel, dajte se, lepo prosim, začeti živeti, očistiti, pejte se, zujte nogo, bežte ležati pod drevo, pite veliko vode, to niso heci, to je zaradi tega, ker je to nujno potrebno, ne? Niso pa, ne morem pa razumeti, zakaj vsi tokenih težkih filozofij vsi. Mnogo ljudi tokenih težkih filozofij nuca o duhovnosti, o prebujanju, jaz ne vem kva, v bistvu v isti sapi pa ne se zut čevlov. Ne bo šlo, to ni point. Življenje naše ni komplicirano, naše življenje je zelo enostavno in zelo naravno, ker iz narave prihajamo. Mi smo nejamski ljudje, to je stvar temačnih, mi smo ljudje svetlobe, mi smo narejeni za naravo, mi smo pravzaprav neke vrste kontrolorji narave, to je zelo širok pojem vsega, ampak
ne morem vse v eni uri vam povedati. Skratka, življenje je enostavno, imate možnost izbere, spusti stvari, spusti, mesek, zdaj je post, 40-dnevni post, kjer se ne je mesa. To je zelo dobra, spet poganska navada, da se ne je mesa, meseni užitki so narobe, mi ne moramo jesti malo manj kot samega sebe. Tako da, pusti, kar ni tvoje in zaživi življenje, saj življenje je vendar tvoje in živi ga takšno, kot je, ne da ga spreminjaš. Ono je krasno in ne dovoli spreminjati drugih, ker se jih ne da, ker gre za želeti. Če želiš, lahko se prebudiš, če pa ne želiš, pa ta pot pele direkt na Britov, na pogreb, ne bo v redu. Mislim, velika sramota, se mogoče mnogi, zdaj to spet moramo skozi prispodobe razumeti, da v bistvu resnično bo sramočen vsak, ki ni še sprejel odločitve, da se igre temačnih ne gre, kajti temačni so popušili, Satan je mrtev, zažgan, ni ga več, ne dovolimo več, da se vrača in vrata raja so odprta. Treba je stopiti skozi in živeti to. Jaz mislim, da tisti, ki me v živo poznate, veste, da je to neka druga energija, kot je bila. A sem isti človek? Ne, sem pa mnogo boljši, ne slabši. Pozdrav prek daljav, praviš Larisa, jutro tudi vsem plemenskim borcem, praviš Majda, Zorkotova Mojca, dobro jutro sem skupaj, Kopačeva, praviš nov imidž ali slab dan za frizuro. Ne, vse štima, nov imidž je to. Nič imidž, mal kepa je, nisem, če ne sem skozi eni nisti, ampak take oblike kapco je nosil še kdo? Malo razmislite sami. Zaradi tega, ker to je kapca od tabelih, white hat, ne pa black cylinder. Torej, bele klobuki, bele kapice, pa njihovi črni klobuki in razna vatikanska pokrivala, ki v bistvu spominjajo na kačo in tako naprej. To je kapica belih klobukov, in je namenjena v mojem primeru zato, da mi lase skap drži. Dobro jutro, dobri ljudje, praviš Zdenka, pa potem imamo Marino, zdaj v neki, ne razumem. Sabina, zvestega človeka z resnico nikoli ne moreš užaliti, saj je presvetljen z njo na vseh nivojih bivanja. Pa dobro jutro vsem. Ja, Sabina, res je. Če bi lahko mene kdo užalil, bi jaz bil že hudo lahko užaljen, razžaljen in bi mislil o tem, kako me nekdo je in bi bil jaz žrtev. Pa bi o njem mislil in bi imel njega v mislih. William Shakespeare je rekel, če kdor me ljubi, me ima v srcu, kdor me sovraži, me ima v mislih. Misli so lahko obremenjene z bremeni iz ne vemo kako daleko, kako dolge preteklosti, kako, ne glede na to, koliko daleč nazaj se je zgodil, imamo, pa Cerkniško jezero, imamo pa Miheliča, tudi zvezdica, kaj pa drugega, zelo uspešen glasbenik. Rane, pomembno je, da naše misli ne obremenjujemo s stvarmi, ki niso naše, ki jih nismo sproducirali, ampak smo pa bili udeleženi in zastopimo, da ni krivda na naši strani, vendar moramo oprostiti čim prej in spustiti iz glave, kajti, če mi v glavi nosimo to, bom rekel, težko breme, potem mu dajemo energijo in poljo nimamo za to, da bi se sami s sabo ukvarjali, kje so naše korenine, v glasbi, v tekstu, v pesmih, govorim proza, poezija, in še bi lahko naštevali v slikah, bom rekel, čipkah, v hrani, pravzaprav vse povsod imamo mi korenino, a veste, zakaj je tradicionalna jed krof, krof ni tako tradicionalna, pa zakaj ocverkovka, pa tako, vse to ima pomen in te stvari je treba razdelati in to je tisto, kar bi vam jaz rad razdelal v malo bolj obsežni obliki, ne takole v živo, ker
marsikje kaj povem do 3/4 pa preskočim kam. Nikaj, to je live, tako to gre, nič ne berem, tako gre to, nikaj. Tako, skratka, če bi bila za mizo, če bi mene nekdo lahko užalil, potem lahko rečem, da bi bila v istem prostoru dva idiota. Ne? Aj prav. Jaz prvo, kar je, ne žalim, drugo, kar je, pa užaljen biti ne morem. Aj prav. Ker sem kot sluzast piton. A ne, to smo se pa tudi že pogovarjali vsi, a ne? Večkrat, kako je s tem. Ne bodi dotakljiv, da se te dotakne. Zdaj, če ima pa človek kosmato vest, ne, pol pa se te hitro lahko kaj prime, ne. Zato je treba to vest očistiti. Tle imamo spet z vodo dogodivščine. To je druga dimenzija. Marina Ferfolja, praviš lep pozdrav iz Dolenjske, pa dobro jutro Romana, pa Jolanda, dobro jutro vsem nam, ki ljubimo resnico in drugega, predvsem pa sebe. Ja, v bistvu ne moreš drugega ljubiti, če nisi sam sabo rešil teh stvari in ne obstaja na svetu nihče, ki bi te ljubil lahko, kot ljubiš le samega sebe. Ko znaš ljubiti, potem lahko ljubezen deliš. Bolj je problem, da ugotavljam, da je to pezde v ljudeh naredil veliko sovražnosti do drugih in seveda do samega sebe, saj pa seveda vsak, ki je naredil nepravilno dejanje, ve, da je nepravilno dejanje in tega dejanja ne more iz sebe izbrisati, a ne? Kam mi je stavek šel? Že tretjič danes, tole pa kada nisem skoncentriran. Ne, nič hudega, vse to v redu. Imeti čisto vest, tako je. Čisto vest imeti je zelo dobro. Zdaj pa, mi smo rekli, vsem je odpuščeno vse. Zdaj človek mora samo sebi še. Jaz sem zato, da je lažje nekje, sem zakuril pezdeta, da dokažem, da je v bistvu krivda vsem odpuščena za nazaj. Za naprej je pa tako. Od tu dalje pa bo vsako delovanje, ki je povezano ki ima navezo s pezdetom, z moje strani ostreje in zelo nazorno, ne bom rekel kaznovano, ampak ne bom se več zadrževal nazaj, da nekoga, ki pride pikat in poprcavati, da ga ne osramotim javno. Ker do zdaj sem bil še zelo nežen, mičken toliko opozorilo, če ima kdo kakšno idejo biti. Še nesramen, bom kar oster, ker sem se naučil, kako lahko sem do nekoga oster, brez da ima on kakšno koli pravno podlago, da me kje šraufa. Aj prav. Ker sem se naučil, ker nekaj intelekta se je v meni zbudilo, in razumem marsikaj, ne, bistveno več, kot si ti, ki so del igre pezdeta, upajo sploh zamišljati. Tako, kot si mi nismo mogli zamišljati, da so ljudje sposobni biti tako črni. Ne. Skratka, za nazaj je pozabljeno vse, je Elda Viler v začetku odpela, kar bilo je pozabljeno naj bo, dava roko, vendar ne delaj tega več. Če ni prav, ne delaj prav, pika, stop. To je pa zdaj to. Kje je meja, kje se vse ustavi? Zame je to tako. Zdaj, ljudje čakate, kdaj bo dogodek. Evo ga, to je dogodek, ampak ta dogodek je moj in zame. Kje imate pa vi dogodek? Ne vem, naredite se ga, ne? Dogodek. To pomeni, da boste enkrat za vselej počistili z vsem, kar ima vezo s preteklostjo. Tisto, kar boli, tisto, kar je bilo nepravilnosti, tisto, kar smo bili zavedeni, tisto, kar je bolelo mene, tisto, kjer sem s svojim delovanjem, pa ne nalašč, nekoga prizadel. To je pozabljeno. Vendar, od zdaj naprej, pa ne bo šlo več tako, zaradi tega, ker mi vidimo. Ne? Mi vidimo, oni pa grejo naprej. Ne zastopam. Zastopam po en stran, po drugi stran pa ni približno. Nada pa, Mateja, pravite, dobro jutro. Teja Škarjanc pa Sabina, kaj umikate message, pa ne vidim. Malo se hecam. Takole imamo. Kdor ve, ostali žalujoči in sklonjeno glavo odhajajo s pogreba s težkimi koraki. Ja,
Res je, na tem pogrebu je bilo ferbcev kar nekaj, ampak niso zdržali, ker je bilo brez besed povedanega precej. Precej tega, da v bistvu so ljudje prepoznali, da prenašajo pezdeta v sebi, ne? Pa ne eden, praktično vsak ima košček njega, zdaj eni mal bolj, eni mal manj. In je bil tole precej žalosten pogreb, kajti mnogo ljudi se je videlo kot grešnika. Ja, seveda, se je bilo treba greh ven privleči, pa ga dati na svetlobo, pa pokazati, pa reči, to je grdo, to ne, to pa ne sme se delati, ne, torej nehajte delati, ne. In ljudje raj tla gledajo in se delajo na umega, kada niso nič ne videli, ne slišali, ampak v bistvu najbolj prikrivajo sebe, svoj pravi jaz. Svobodno sonce naj sije na vso deželo in na ves svet, dragi moji. To je pesem stara, mislim, da 33 let. Prav, to, ki je stara Slovenija. Ima v Bibliji, ki je kdo 33 let, ja? Kako je hodil po vodi, pod vodo, ali kako že, je bil v coklah ali je bil bos mogoče, da je bil staknen zemljo. Vse to so prispodobe, bodi to, kar si, ne pa izumetničeno, moderno skrpucalo, ki zagotovo ne deluje nam v prid. Če bi bilo dobro nositi čevlje, ne, potem bi se z njimi rodili. Če bi bilo dobro vse oblačiti, mislim, psu jaz ne dam nič čeveljčkov gor, on je staknen zemljo, zato pa ima on inteligenco narave in narava deluje po principu inteligence. Samo pamet je problematična in pamet se pa da zamešati. Zato pa so ljudje, ki imajo pezdeta v sebi, delujejo precej zmešano, noro, blesavo, nenormalno, ubrisano, jaz tudi pravim. Ampak to je samo zmeden a ne? Vse to se da popraviti nazaj v zelo hitrem času, sem ugotovil, in bomo šli po tej poti skupaj, ker vidim, da kljub vsemu še je preveč filozofije. Ampak bom jaz to strnil, da bom jaz to povedal enkrat, pa si boste večkrat vrteli, ker če ne se ponavljam, ker je vse v redu. Toni, dobro jutro, pa še malo več. Rad vas imam. All right. Tudi jaz imam rad in ljubim vse. Živali, ljudi, naravo, sonce, sebe, vse. Če tudi ljudje delujejo napačno. Napačno delujejo po pezdetovo. Pezde je pa tisto, kar so v sebe sprejeli preko travme. Načeloma smo vsi ljudje lepi. Tudi narcis je človek, vendar on ima pezdeta 100%. Ne? Zdaj, nekdo pa ima pezdeta, je uspel stlačiti dol, pa se še vedno obnaša kot človek, vendar trpi v bolečini. In tako, skratka, krivca imamo, krivca ni več, krivca sem sežgal, in ga poslal v globočine jezera in se bo prikazal ven mogoče v Črnem morju, upam, da pa prav nikjer. Ta pepel ne rabi nikamor iti, ker je super razkuževalec in na tak način smo razkužili tudi potok. Med drugim se že nekaj časa sprehajam tlele zraven, to sta dva mostička, tole je snemano z enega mosta, tam naprej je pa ne, tako, ja naprej je pa še en most in tam, ko grem čez, vedno vržem bakren kovanček, zato da očistimo vodo, ne? Vseh, bom rekel, negativnosti, ki grejo v naše prečudovito Cerkniško jezero, biser naše dežele, krajinske in širše, veste, tacga jezera, ne vem, če je v Evropi, ne? Mislim, malo smo posebni notranci, ne da? Mislim, tudi takole smo malo trčani, toink. Ampak to smo mi ljudje, zabavljači. Ata želi, da se imamo na zemlji lepo, ne pa da trpimo. In marsikdo izmed vas ve, da je v moji družbi zelo zabavno in se veliko smejemo iz srca. Igrce imamo, veselje za znort, ampak s tem nikomor ne škodujemo. Drugo je pa posmeh. Posmehovanje, to je pa druga pesem, to je pa stvar, ki jo temačni uporabljajo. Tako, Sabina, praviš, pezde ponuja sladkosti, ki jih marsikdo rad vzame, da lahko gradi svoj zunanji materialni izgled in se s tem odreče pomoči svetlobnih bitij, ki mu stojijo ob strani, saj jih samovoljno zataji.
To je spet še enkrat za prebrati, ker je globoko. Nek živi ljubav. Neka raste cvijet, Neka raste cvet, sončnični. raširi krila, rođen si za let. Idemo, rođen si za let, to so rekli srebrna krila. Nek živi ljubav, nek se vole svi. Neka vole svi. Ja, vsi lahko ljubimo, zakaj bi pa vsi sovražili? Ne? Zdaj, tako kot se napisala Sabina, res je, PSD je vedno ponudil sladkosti, to je tisti krof, ne? Pa tista, ne vem, lepa oblekca ali pa črn Ferrari ali pa tako, pa si pa bil direkt v pasti ali pa v mreži, bil si omrežen, bil si ulovljen, bil si zahaklan z njihove strani. In tema vedno želi imeti stik s svetlobo. Zaradi tega sem jaz dostikrat tudi odvrnil, nisem dal roke, ki mi jo je nekdo ponudil, ker vem, da se išče stik, pa naj si bo besedni, naj si bo s pogledom, naj si ti bo s polenom pod nogami. Iščejo stik in na tak način si ujet, uhaklan in zahaklan. Skratka, nagrade, ki jih je PSD ponujal v obliki koronskih dodatkov, v obliki ne vem, boš pa lahko tam neki dubu lažje, veze in poznanstva so bila naveza, ki je značilna za PSD-ta. Vsi na vezi, vsi za enega, eden za vse, pa ni to čist glih tako, Zdaj pa vidim, da jim veriga razpada, ker ljudje ne zdržijo pritiska. Če ste zaznali, otroci pojejo tudi vmes. Torej, PSD ponuja sladkosti, ki jih marsikdo rad vzame, da lahko gradi svoj zunanji materialni izgled. Zdaj pa recimo, ko smo glih pri temu, nekdo je rekel, da nekdo dela na leasing hiši, pa ljudje pač te leasinge težko plačujejo, no pa je ta, ne vem, ali moški ali ženska, rekel, da dostikrat ponudijo mal slabši avto, pa je manjši obrok, pa bo šlo. Za to opcijo se ljudje ne odločijo. Raj zguznejo do konca, samo da se vidi naven, da je kupil hud avto. Zadnji pa nima ni za makarone. Mislim, če nimaš, če pa imaš. Mislim, zakaj bi se kurčil s tujim perjem oziroma z nečem, kar sploh ni tvoje. Ne? Ampak v ta namen pa je bilo treba delovati, a ne, je treba delati. In tako smo ljudje padali v to zanko neskončnega cikla dela in, veste, svobodna izbira je vse. Razen suženstvo ni svobodna izbira. In ako nam je tudi to tako predstavljeno. In če je kako že svoboda govora sploh kaj pomeni, potem pomeni tudi to, da lahko povem tudi tisto, česar ljudje nočijo slišati. In ker živimo v svetu toliko enih laži, ljudje sploh v bistvu že resnico razumejo kot grožnjo, kot napad, osebni napad. To spravi, ne, nisi ti si krasna duša, sem PSD-ta, moš pa vam plunt, bruhant pravzaprav, izkašljati. Zato mnogi kašljate, zato mnogi bruhate, zato mnogi driskate, zato rabite vodo, rabite kakšen čaj, nikar se ne poslužujte nobenih farmakoloških stvari, ker to so po večini bolj otrovne kot prikladne. To smo pa verjetno zdaj že zaznali, kaj vse strhaja ven, kaj vse je v cepivih za znort. Ampak ne bom šel tja noter, zato ker živimo za dan ljubezni, za čas, ko bo sonce spet sijalo in že sije na vse ljudi. Kdo ga vase spusti, je pa druga stvar. Sončno očala je treba dati za začetek dol, to sem vam 1000krat rekel. Treba je kdaj pogledati v sonce. Jaz sem vam 1000krat rekel pozdrav soncu. To pomeni, da ga zjutraj vidiš, zagledaš, ko on pride izza hriba. Veste, kolikrat jaz to naredim? Ne normalno dostikrat. Takole zjutraj ga čakam in trsk pa ga imam. In takrat dobim jaz takoj D-vitamin v oči. Ampak ker sem svoje oči streniral tekom časa, jaz lahko pogledam sonce kadarkoli, kar vam dokazujem na slikicah, ko se slikam za video, Jaz vedno gledam v sonce, v večini primerov. Ker sem se lansko leto streniral in naredil potop, potop v ledeno mrzli vodi, pa prehodu bosih nog kar nekaj, sem lahko sposoben takole pol ure po vodi in po kamnih lomastati, brez da bi se poškodoval, in brez da bi me to pretirano bolelo. No, vse tisti moment me ni.
drug dan me je, priznam, drug dan so se noge malo umirile, so me pa bolele. Ampak zdaj je že vse v redu, ne mislim, da je malo bolečina. Kaj pa je treba potrpeti, mislim, če pa rešujemo zlo in svetlobo, pol je tole najmanjša možni davek, ne, ki ga človek lahko plača. Janez, praviš super, Matej, da si daš oceno, dost je razdajanja, komur si vreden, te bo cenil, ostali pa lahko gredo po svoji izbiri. Seveda, te podpiram, normalno, ja, to se navezuje na zaprtost in odprtost video vsebin, absolutno naročniki vsi dobite link, tudi nedeljskih oddaj, ostali pa pač po želji, ne? Po želji, vsak ima svojo željo. Merjam Klančar, dobro jutro plemenci vsem, ki vstopate. Merjam, hvala ti za message in maile, se ti globoko opravičujem, v takim sem pogonu, da ne uspem vsemu temu odgovoriti, mislim, bom se doma usedel, pa bom tipko pa ne gre. Hvala, prebral sem vse, hvala lepa in bom vrnil. Bernarda, dobro jutro, Olga Jerman, dobro jutro Matej in vsi prisotni, že bila v naravnem kopališču. Bravo, sem videl, pridna, to je to. Treba je nogice namočiti, to ni nič težko. Nekak mi. Veste, kako imam jaz? Aha. Juhu, praviš Branka Janežič, velik hvala, Matej, si rekel, da si pezdeta skuru tudi za nas. Res je, v imenu ljudstva je bil ta zažig. V imenu ljudi, v imenu očeta in nas sinov, ter matere zemlje, ne? In svetega duha, ker sem ga polival s špiritom, ne? Da gori, da mi kdo očital, da sem nafto polival v jezero. To pa ne, jaz sem pa težek ekolog. No, alkohol pa lepo dela. Liter pa pol alkohola je cuzno tlele na tem potoku, frajer. Karmen, ja živijo Karmen, kako je kaj? Kaj ti ne štima, da bo si prišla kar zdaj, ne, da imaš. Dobro, Erika Koželj, pozdrav vsem, Barbara Žen, dobro jutro in hvala. Lepo bi bilo, če bi se naslednje leto ne bi bilo potrebno zažgati, pač pa slaviti življenje, praviš Teja. Ja, jaz vam bom tako povedal, da sem že naznano, zame bil to velik dogodek in mal me mika iz tega narediti pravzaprav reprizo, spomin, kot so pogani puščali spomin in sem prepričan, da z normalnimi ljudmi v normalnih pogojih lahko naredimo iz tega prečudovit dogodek. Jaz sem ga hotel z baklo parkurt, ampak toliko slučajev, ne, polen pod noge, ki se je zgodilo v teh 15 minutah, je živa norišnica. Jaz sem to, v glavi sem vse seštimal, vse štima, to je bil sem še neke vrste ritual, kjer smo z žajblem, mero, soljo in še s čem pospremili pokojnika pokojnika, mislim, pezdeta, da se ne vrne več. Spomin pa lahko ostane, se ne rabimo biti med amnezije, kot jo imajo ljudje, ki so se zavezali pezdetu in naenkrat nič ne vidijo, nič ne slišijo, nič ne vejo, razen o tebi vejo, vse razen kadar hočeš, da kaj o tebi vejo. Mislim, čist na glavo, veste, v Cerknici samo 3 ali 5 ljudi recimo ve, kaj delam, ne? Noben nič ne ve. Vejo pa za mojo lino, pa vejo, kolikrat sem bil na kavi. Jaz grem pa iz inata na kafe. Zato, da gledam malo. Njih tudi jaz, ne? To je z kuhne, ne vidim jaz. Jaz doma tle kuham tudi pizdarijo takole na televizijo in lepa stvar, v bistvu jaz vam kuham iz domače kuhinje. Tako v prispodobah, dajte stvari razumeti, vse je v prispodobah, tako kot je pezde, hudiča, v bistvu sploh ne vem, a je ali ni, ampak v prispodobi pa zagotovo je energija, ki so si jo ljudje vzeli nase in sami sebe v bistvu poškodujem. Smo poškodovali, sem bil jaz prav glih, sam se nisem zavezal v nobeni igri, nikoli. Tako da ja, potrebno bo slaviti življenje in mogoče pa sončnice sijati, Teja, ne vem, bomo posejali cerkniško polje s sončnicami, pa ne bo Cerknica dežela sončnic, ne pa subvencije za košnjo trave, recimo, a ne? No, pa bomo vsaj ptic imeli mnogo, če že imamo Cerkniško jezero, ki ima habitat za ne vem koliko različnih ptic, gnezdilk, vseljivk, ne vem kva vse imamo. Pa če one rabijo jest, pa dajmo sončnice, ne, sej narava to hitro obrne. Bomo naredili, lepo bo. Tjaša Biza, dobro jutro vsem na srečanju v nedeljo zjutraj, želim vam veselo nedeljo. Hvala enako.
Mateja z razširjenimi rokami, odprtim srcem in nasmehom na obrazu. Hvala, Matej. A ja, tako bomo mi to slavili. Tako, to smo mi, Slovenci, kremeniti. Nas se ne da, ker če ne bi nas že. Jaz še pa zdaj rekel, deli in vladaj, ker ubice jih ne da. Oni ljubijo, mi pa ubijamo. Ne bošno, mi ljubimo, to je naš point. Ampak ljubimo vse, zdaj. Ta PSD je pa vedno igral ljubezen, da je dubil ljubezen, da je lahko ščikal in uničil. Ne, to je mnogo bolečine je prizadejal PSD, res mnogo trpljenja, gorja in vsega je naredil in v bistvu, a mu lahko oprostimo, moramo oprostiti sami sebi in spustiti stvari. A moramo pozabiti? Ne, ni treba. Ne rabimo pa, da nas to čustveno dotakne, prizadane, ampak si lahko oddahnemo in rečemo, hvala Bogu, da ni več treba biti v tem trpljenju, ki si ga zadevamo sami sebi. Dobro jutro vsem. S to čepico me pa spominjaš na pevca skupine AC/DC, ki je bil tudi naš. Zelo ti pristaja ta nov imidž. Ja, hvala, sem opazil, da če je človek čist, mu pristaja kar vse. Pa malo kratki, pa malo kravžli, pa malo naprej, pa malo nazaj, pa malo v čop, pa malo na holdreta, pa malo na počasanga, vse kar vse gre. Dokler ima človek čisto vest, je vse v redu. Če pa se je treba skrivati kosmato vest, pol pa ne šminka, ne maškara, ne, nov Dolce Gabbana ne pomaga. Ne. Vest je tista, ki je catch. Odličen izbor pesmi na današnjo temo. Gordana, se strinjam, to je strašno velik in zelo izbran izbor glasbe, načrtno za potrebe pogreba, ampak kaj, kad Turšiču ni dovoljeno, ne muska, ne mikrofona, ne noč. Ampak nekaj pa škrta, ne, a slište vi? Vi ne še slište, v redu. To sam mene mod, ko sem tonc. Je res, ta od AC/DC-ov je imel to kapco, pa v Sloveniji mislim, da Gombač, pa mislim, da Tulio Furlanič tudi, mislim, da pa še jih je, še, pa mislim, da Tomi odsidarite tudi, da je tole čokne gor. Pa še so, to sem včeraj pomislil, bom najdu. Sabina, razodetje resnice se zgodi, ko človek prepozna svojo šibkost, prizna jo sebi. Takrat človek stopi v moč resnice in šibkosti se zlahka odreče, saj prepozna, kaj mu je odvzela, ko je v njej užival. Razodetje resnice se zgodi, ko človek prepozna svojo šibkost. Kje ste šibki? Kje ste šibki? Tam, kjer ste šibki, ne delajte se, da ste močni, če ste pa šibki. In če se delate, da ste močni, pa glumite, pa slej, ko prej padete. In nihče vam ne bo pomagal pri vašo šibkost narediti v moč, ker v bistvu jo ne priznate. Ne? In v bistvu težko je priznati. Bom rekel, da se lagati in prikrivati, vendar kam pa pol nazaj, veste, iz tega se zgodi gordijski vozu. In mnogi ljudje ne vejo, ne kam, ne naprej, ne nazaj in čakajo od rešenika, da bo presekal ta gordijski vozu in bo vse v redu. Ampak priznati je treba svoje šibkosti, priznati, da smo padli, da nismo v vsem najboljši. Treba priznati, bom rekel, poraz, da si bil v zmoti, da si naredil napako. S tem ni nič narobe, samo je treba priznati. Ljudje pa rečejo, ne, jaz nisem kriv, on je kriv, jaz pa ne. Ej, ne gre to tako. Treba popraviti, biti do sebe čist, a ne? Ja, takrat človek stopi v moč, kadar si ti priznaš, kdo si, takrat pa začneš stopati v moč. In danes imaš toliko moči, jutri imaš malo več, pol pa drug teden imaš ulala. In jaz vam povem, da meni če glavo odpret od vsega, kaj se v njej vrti in dogaja, vse nahmal pač ven ne gre, ampak moram pa reči, da v bistvu ne gre za to, da sem dobil mnogo odgovorov svojim, bom rekel, razsvetljenjem, preporodom. Ampak razkrila so se mnoga vprašanja, oziroma mnoga vprašanja so se odstranila, ker v bistvu vidiš jasnino. V tistem včasih ni bilo jasen, zdaj pač je jasen. In to je to.
Ja, in takrat lahko človek stopi v moč resnice in se šibkosti zlahka odreče, saj prepozna, kaj mu je v bistvu ta šibkost odvzela, ko je v njej užival. Ja, se strinjam, Sabina. Bernarda, sama sem opravila obred zažiganja mask na svoj način. Zažgala sem tudi vse tiste maske, ki so jih drugi izgubili pri meni. Pojavili so se nekateri, ki jih želijo nazaj in ne dojemajo, da jih ni več. Bravo, Bernarda. Gre za obred. Resnično gre, mi smo bili v uroku in treba je narediti anti-urok. Jaz sem ga naredil zase, upam, da deluje še na koga. Tako kot je naredila Bernarda Zgonc, je zelo priporočljivo, da se doma v svojih mislih poslovite od vsega, kar ne rabite. Dan ljubezni je dan, ki da ti vse in vse ti vzame. Vzame ti ego. Ego je maska, nekaj navideznega, nekaj neresničnega, nekaj neživega. Ne? In maska gori tle za mano, nič drugega, ego. In treba ga je spustiti, ker nam ne koristi. Ne? Matej, tole kurjenje bi lahko proslavil kot državni praznik, praviš, Helena. Helena, hvala, jaz se strinjam s tem in lahko bi to iz tega naredil nekaj večjega, kar pa seveda ne smem obelodaniti tukaj in zdaj. Imam pa v glavi lepe, velike plane. Končno ugotavljam, kdo sem jaz, kaj v bistvu je v meni. Spi že celo življenje, pa je neizraženo. Tako da jaz mislim, da je pred nami neka lepa zgodbica in ja, lahko bi bil državni praznik. Ja. Sam kaj, ki je premakljiv, a veš, pust nikoli ni v isti dan in datum. Vam bom pokazal sem še tole, ker sem si pripravil. Takole sem jaz njemu pripravil, kam pa sem potisnil zdaj? Takole sem jaz pezdetu pripravil šopek, gajbico, polen, ki mi jih je zmetal skozi življenje pod noge. Jaz sem jih poberal, nisem jih metal nazaj nikomur, poberal sem jih in sem jih zbral v gajbico. Torej vse polena in vse, kar bode in pika in zbada. To je pezdetovo maslo, jaz sem vse to zbral in tole je suho, je bilo suho k urfal. In potem se je bilo treba to stvar prenesti v potok, kjer je seveda velika verjetnost, da ti to že nekdo vrže v vodo. Tako je, nemudoma imaš oviro. In takole sem dal pezdetu, kurčev pezdemu, jaz pravim, ker v bistvu ljudje pravijo, joj, Matej pa malo vulgaren si. Veste, ta pezde je v bistvu za vulgarnostjo se je skrival. Kurčev pezde in tudi črka Q je spet tle zraven. Takole sem mu dal poslovilno krono njemu na betino, evo ti jo sem jo zapičil z obotrebcem. Takole je frajer goru in ne vem, če vidite, od spodaj je gajbica, ki gori, točno ta gajbica. Vendar, seveda, polena v vodi so naredila, da se je gajbica valjda zmočila. Vendar, to ni preprečilo ognja, valjda, zato ker Matej je bil pripravljen. So pa želeli, da meni to ne bi uspelo, garantiram vam. Takole sem se odpravil, ne vem, bom vam pripravil lepšo prezentacijo. Takole sem krenil s temi pripomočki, z baklo, to košarico polen in košarico potrebnih pripomočkov, naj si bo alkohol, semena, sol, mira, vse sort sem imel sabo. Takole sem bos zalomastil po lojtri dol, malo pred tem. Ja, glih rikvrc grem v času. Takole sem šel, sem se dal v sprevod kot unik, ki imajo Kunks Kluk Klan, ali kaj so že, torej kot črni sem se tudi jaz pomešal med njih. Za pasom imam vozu, ki sem ga simbolično v vodi odvezal. Odvezo sem naredil in jo zažgal. Tole pa bila priprava. Ja, malo so se mi narobe zložile slikce, ampak keče v gajbici. Torej, polena, ki padejo pod noge, jih ne smeš vršiti nazaj. Moš jih pobrati, pa zberati za tist moment, ko jih je treba prpati. Takole sem jaz, takole dati. Takole, ja. Kaj sem vam še hotel reči? 1:12 smo v igri. Imate kakšno vprašanje, mogoče slučajno vi za mene? Ali čem tlele še pogled? Kaj imam jaz še? Kaj je kola, homo, karnula? Sem vedno kupil smeh, si kdaj vdahnil parfum, ki plava ob ljudeh in obrne se svet. V soju znajdem se drugače.
Ja. In ne bom šel. A veste, da sem vam povedal iz glave tisto, kar sem imel pripravljeno napisano, tako da vam nimam več kaj prebrati od tam. Mogoče to, da Sveti Valentin ima ključ do korenin, to jaz nisem nikoli razumel, zdaj razumem. Probajte razumeti tudi vi. Naše korenine od naših prednikov so bistvene in probajmo, vsak sam mora malo potipati, kam spadamo v življenju nazaj, vsak bi mogel sam svoje korenine, svojega imena, svoje rodbine, svojega priimka razdelati. Tudi to, kakšno šolo ste hodili, ni prav glih na ključje. Nekako pa se z Valentinovim obeležuje tudi začetek pomladi in glede na to, da je bila zima zelo mile narave, je pomlad tik pred vrati, od sreda naprej je odklenjena pomlad in jaz priznam, zelo rad poslušam in ujamem kar mnogo lepih spomladanskih ptičic že, torej pesem pomladi je tu. Kaj sem hotel reči? Ja, pomlad je tu, no, in recimo ena izmed takih stvari, zapusta se da seme paradižnika v zemljo, pa paprike, pa jajčevci, pa to. Za veliko noč, torej 40 dni kasneje, pa se to preflanca, je treba malo v lončke in pol meseca maja oziroma nekje v primernem času, se pravi april, maj, pa jih je treba dati v zemljo ven. No, tako da ne boste kaj falili, niste nič prepozni, paradajz v zemljo, ne kali in naj bo, dajmo si kaj sami pripraviti. Tako, jaz bom, kako čem zdaj to reči, želim si, da je to po svoje zadnji pogreb, želim si, da je v bistvu to šele prvi pogreb izmed mnogih, ki bodo sledili v pravi luči. Želim si, da iz tega pogreba nadaljujemo, razširimo stvar v Cerknico kot v mesto pravljic, v deželo čudes, kjer je upravičeno bi lahko bil turizem na zelo visokem nivoju, ker imamo kaj dati, imamo kaj pokazati, vendar družba, ne samo pri nas, po celem svetu, je tako zelo razdeljena, da je grozen in imam občutek, da se bomo v enem momentu zedinili, ker bomo se zavedli, kako smo bili zavedeni, in vžgali bomo zavest in bomo zagotovo postali prava družba, vendar je možnost tukaj in zdaj pezdeta spustiti vse, kar je bilo, naj bo pozabljeno, zagotovo pa, ker če ne bi bilo nas, ki ne bogamo vsak ukaz, pa je treba zadržati, da pezde iz kogarkoli še skoči v vas, da ne boste, ne smemo tega dovoljiti, enostavno ne. Zdaj pa ne vem, kaj bi vam še dal, evo, tole vam bom dal jaz, upam, da ne bom prepozen. Dragi moji, jaz se bom od vas v tem z naslednjo pesmijo poslovil, ker jaz mislim, da je dovolj vsega tega že nakladanja, Ne, sej ni to čizglih toliko nakladanja, Želim vam v bistvu prečudovito nedeljo, želim vam prečudovit teden, želim vam, da pobrskate po sebi, kdo ste in odpustite ljudem njihova podla, nizkotna dejanja. Probajte zastopati, da smo na začetku pomladi narodov, da je prišla večna pomlad, da to ni nekaj, koliko zmeri, cikli se končujejo in so se končali in v bistvu samo še vas čaka, da se prebudite in zaživimo v lepi novi svet, da delate stvari, ki jih delate radi in da zastopite, da nismo majhni. Želim vam, da ste mirni, da ste močni, ljubljeni ste pa itak že vsi. Držite se. Čau, čau.
Slowinecem,